namen dosežemo, se pravi, govoriti moramo svojo resnico, povedati moramo, kaj si mislimo, magari bomo izgubili položaj, magari bomo izgubili prijateljstvo, ker če bomo povedali resnico, bomo izgubili prijateljstvo, ni bilo neko glih prijateljstvo, ne? Dobro? Ok. Tale pa pove orodje, na kakega bomo budili naše globine, našo resnico. In to je pa beli spojitelj svetov. Se pravi, moramo delati mostove. Se pravi, med življenjem in smrtjo, med moškim in žensko, med vidnim in nevidnim. To je tako Mavrica, ne? Mavrica dela vedno povezavo med nebom in med zemljo, med zemljom in paralelnim svetom, ne? In čez most, to je tudi, recimo, beli spojitelj svetov, lahko imate simboliko, recimo, tudi Mavrice, lahko pa tudi prehoda v drugo dimenzijo, v drugo zavest, ne? Zdaj se toliko pogovarjamo o dvigu zavesti, ne? Kaj ti je to? Kaj je to dvig zavesti, kaj je to, ali pa tudi ne vem, ko pravijo nivoji, ne vem, pa to. To samo pomeni, da si v enem nivoju, ko si vedno jezen, pa imaš goste energije, pa te je strah, pa si zaskrbljen in to. To je en nivo. Potem pa malo preideš, pa ti je tak, kar fajn, večino časa ti je kar fajn, včasih se kaj raziskuješ, ti je fajn, potem greš še v en nivo, ko enostavno se ene stvari, tisti, ki se jezijo, tisti, ki so jezni, tisti, ki so, ne pridejo v tvoje polje, ne pridejo več v tvoje polje, zato ker jih ne priteguješ, ker jih ne pritegneš, ker ne rezoniraš z njimi. To so nivoji, dobro? In to je na ta način, lahko bomo, na ta način, zato je to vredno. Vredno je dvigovati svojo vibracijo, ker enostavno ene stvari, ki namesto, da jih šimfate, jih preidete in pa jih enostavno več ni. Kako fajn, ne? Res, zato je to smiselno. In zakaj? Se pravi, uresničitev, če je to namen, je to uresničitev namena, je to magični let, je to tisto, zakaj smo prišli na ta svet, zakaj smo zdaj v tem letu. Zato, da doživimo ljubezen belega psa, se pravi brezpogojno ljubezen do samega sebe. Zato ker, zakaj hočeš imeti belega pesika? Zato ker veš, da on najboljši prijatelj, ne? Beli pes, ali pa beli, jaz pravčem beli, zato ker je beli tukaj. Ampak pes poznamo mi, koliko je on en tak zvesti prijatelj in en tak, brez da reče, dobro, zdaj te bom pa imel rad, če neš nič alkohola pil, pa če neš kadil, pa če neš ne? Ampak pesek tam enostavno rad. In to doseči, da smo taki ljubeči, ne? Do svojih otrok, do svojih staršev, do svojih partnerjev, da smo tako ljubeči, da sprejemamo, ne? Da nas ne navržejo stira. Otrokom moramo 100-krat povedati. Pa če ne vejo, 150-krat. Ne? To pa ne velja za moške, ki so ne v puberteti, ki so v takih odraslih telesih, ampak so nedorasli moški. Za tistih pa nič ne govorimo več 7-krat, zato ker je škoda časa. Smenjeno? Ker so že svoje, oni so že, niso več v fazi otroka, ne? Takrat morajo oni, zdaj, če niso več dozoreli, pol morajo iti na zdravljenje, ali morajo iti v šolo, ali morajo iti nekaj izpopolniti tisto, ne? Nekakor pa, dobro, različno smo, se pravi, ljubezen belega psa pomeni, da smo, najbolj pomembno je, da smo ljubeči do samih sebe. Se pravi, ljubezen do samega sebe, to sploh ne vemo, kaj je res, ker to mi ne vemo še, ne da ti ne veš, to nihče ne ve. Mi še tega sploh nismo začeli živeti. Zaradi tega, ker smo še v vlogah, zaradi tega, ker smo še ker se nas zanima, kaj drugi rečejo, zaradi tega, ker smo sami sebi največji rabli, zaradi tega, ker sami sebe zajebavamo v potenco in zato še sploh nismo odkrili, ampak je pomembno, da razvijamo to, imeti rad sam sebe. In 13 let imamo zdaj čas,
Ajmo, delimo na toti akciji, delimo na tem, da imamo radi sami sebe. Ne? Zato smo tu. Ne? Zato smo tu, veste, zakaj smo tu? Veste, zakaj smo ljudje na tem svetu? Da ravno to ugotovimo. Da sidramo ljubezen. Zaradi tega, ker zdaj, če poslušaš ljudi, rečejo, samo govorijo, če kolektivno poslušaš ljudi, rečejo, jo, kako so ljudje slabi, ne? Kako je zdaj grozno živeti na svetu, kako so vsi ostali so tako slabi, pa tako so barabe, pa vsi so pokvarjeni, pa to, ne? To je to, ne? Ampak to ni res, ne? Mi gremo skozi, dajmo videti dobro v vsakem. Še boljše pa, da pustimo one, pa vidimo dobro v sebi. Kaj bi jaz lahko bil kaj boljši? Da ne bom zdaj govoril samo, kako so vsi slabi, kaj pa, če bi jaz za spremembo govoril o sebi, te pa, če mi že ni o sebi govoriti, kar tudi bi bilo krasno, da se odvadimo o sebi grdo govoriti, in potem delamo v tej smeri, da bomo boljši, da bomo iskali tisto, kar je dobrega v nas. In v končni fazi niti ne rabimo se izboljševati, samo da od jutra do večera naredimo tako, da nam je fajn. Ker če bo nam fajn samim s sabo, pol bo drugim tudi fajn z nami. Ne? To je ljubezen do samih sebe.